Priprave na spomladanski del prvenstva so končane. 50 dni, nekaj manj kot 60 treningov in 9 pripravljalnih tekem je bilanca opravljenega dela. Nisem vedel že, da je minilo toliko dni. Priprave bi ocenil pozitivno. Mislim, da smo naredili korak naprej kot v prejšnjih. In res igralci že komaj čakamo, da se sezona začne, da se začnejo tekme, ki nekaj štejejo in nestrpno pričakujemo že prvo tekmo v nedeljo. Rumeni so na pripravljalnih tekmah dosegli po 4 zmage in remije ter vsega en poraz. Na zadnjih 2 obračunih so igrali 1-1 Slovaško Žilino, s 3-2 pa so premagali Velenjski Rudar. Jaz mislim, da smo na pripravljalnih tekmah pokazali kar dobro formo. Tudi fizično smo precej dobro pripravljeni, tako da zdaj smo v teh 2 zadnjih tednih izpilili tudi malo taktične stvari. Tako da jaz mislim, da lahko kar pozitivno gledamo na nadaljevanje sezone. Po odhodu Nejca Vidmarja in Nejca Skubica se za mesto desnega bočnega branilca borita Alvaro Brači in Marko Alvir. V vratih pa je pred Adnanom Golubovićem trenutno v manjši prednosti novinec Axel Maraval. It's a good competition. It's normal in all the club. I think it's also a good way to improve yourself. So it's good to learn a lot. And if we fight, I said good fight, friendly fight each other, it will be better for all the goalkeeper. Dejan Milić, Slobodan Vuk, Juninho in Samir Masimov so izpustili večji del priprav in še lovijo zaostanek v fizični pripravljenosti. Kljub temu so na voljo strokovnemu vodstvu, ki lahko za nedeljsko tekmo proti Krki računa na popolnoma vse nogometaše. Vsaka tekma je tekma zase, kar se je že pokazalo velikokrat v našem prvenstvu, da vsak lahko zmaga vsakogar. Tako da mi se bomo na vsako tekmo maksimalno pripravljali, nima veze, kdo stoji na drugi strani, mi bomo sredotočeni na svojo igro in da pokažemo čim boljšo predstavo in osvojimo čim več točk. I don't know this team, I don't know all the team, but I know we are a good team and for us it's important to play our game and to win this first game in the second part of the league. Kar prejšnje tekme ne igrajo vloge tukaj, vsaka tekma je posebej, vsaka tekma pač je težka. Tako da jaz upam, da bomo nadaljevali s temi rezultati proti Krki, ampak bomo videli. Na nas je, da damo vse od sebe in to je to. Domžalčani in Novomeščani so se v letošnji sezoni pomerili 2-krat in obakrat so visoko slavili rumeni. V Novem mestu so za zmago 4-0 zadeli Matej Podlogar, Antonio Mance in Matic Črnicki je bil uspešen 2-krat. V Športnem parku pa sta bila za slavje s 3-0 uspešna Slobodan Vuk in 2-krat Lukas Mario Horvat. Tretji medsebojni obračun se bo na Portovalu začel v nedeljo ob 15.